In prehajamo na 7. točko. Seznanitev občinskega sveta s potekom gradnje nove osnovne šole Frana Albrehta. Seznanitev je objavljena v gradivu številka 11, predlagatelj župan, poročevalca pa Bogdan Pogačar in pa Katarina Vegelj. Besedo ima Bogdan Pogačar. Lep pozdrav. Da je danes deloval, evo bo. Kot običajno na vsaki drugi seji predstavimo poročilo članom občinskega sveta o gradnji osnovne šole Frana Albrehta. Na prejšnjo poročilo je bilo predstavljeno marca, tako da jaz vam bom zdaj na kratko predstavil, kaj je bilo od marca naprej, pa trenutno stanje na gradbišču. Kot sem rekel, poročilo je sestavljeno tako, da seznanja občinski svet z izvajanjem trenutnih del in opravljenih del v preteklem obdobju, se pravi v preteklih 2 mesecih, seznanitev s finančno realizacijo projekta, seznanitev s prihajajočimi aktivnostmi na projektu in pa s tekočo problematiko. Zdaj, kot veste, ste že večkrat slišali, je ta objekt razdeljen na 3 lamele. Tokrat bom še o teh lamelah govoril, pa bomo pa v celi šoli še povedali. Se pravi, na lameli A so bili izdelani tlaki, izvedena montaža senčil strojnih in elektroinstalacij, izvedena so ključavničarska dela, to so montaže ograj in pa stropnih mrež in tako naprej. Zmontirane so bile v tem delu tudi žaluzije, tako da objekt je, kot bomo videli v nadaljevanju, bolj kot ne pripravljen. Se pravi, v pritličju sem vam pripravil slike spodnjega dela, se pravi kuhinje, pa avle, tukaj bo jedilnica na levi sliki. Potem imamo tukaj en primer učilnice na levi sliki, desno je hodnik v prvi etaži, nad njo je slika hodnika v zgornji etaži in pa stopnišče. Potem, če gremo na lamelo B, to je lamela jeklene konstrukcije, tukaj imamo levo tudi eno od učilnic, vidimo v parketu pa v bistvu steklene površine, pa ti nosilci, ki so. Vidimo, da imamo, to je druga etaža, ki imamo lesene stropove, prav tako zraven je v bistvu eden od kabinetov, kjer je lesen strop pa v bistvu visoko kvalitetni tapison. Zraven je v bistvu knjižnica, prostor knjižnice, ta dolg prostor kot tlak je v bistvu uporabljen tapison, spodaj pa vidimo, se pravi, to vhodno avlo iz amfiteatralnimi stopnicami v prvo nadstropje druge triade. To je drugi del lamele B, vidimo to osrednje stopnišče, ki ima trenutno v bistvu še gor zaščito, zato izgleda tak zelen, drugače to leseno, pa bo gor še ena taka kovinska obloga. Desno vidimo eno od učilnic v lameli B in pa v bistvu prostor, ki v bistvu ga še izdelujejo, to eno vmesno steno še izdelujejo, to je pa zbornica, ta v elipsi. Potem je pa lamela C, to je lamela ob v bistvu tej kolesarski poti proti Kajuhovi ali pa proti Eti. To vidimo vhodni portal, vidimo eno spodaj učilnico prve triade, hodnik v lameli C in pa iz hodnika pogled na kabinete. Lamela C, vemo, da nima drugega nadstropja, ampak je pohodna streha. Tukaj vidimo na levi sliki v bistvu izgled pohodne strehe, ozelenjena, nekaj prodca gor, tako da bo tukaj lahko učenci tudi v bistvu preživljali kakšno uro. Bo pa tukaj ima šola namen gor postaviti tudi čebelnjak v nadaljevanju. Samo to zdaj v tej fazi tega ne moramo v bistvu narediti, ker pač to ni del projekta, v nadaljevanju pa imajo to v programu. Na desni sliki vidimo pogled na to lamelo C. To se pravi, v tem delu je ta ravna streha, potem so pa druga triada, prva triada
in pa ta osreden v bistvu atri, kjer se trenutno v bistvu še izvaja zasaditev. Za zunanjo ureditev sem pripravil v bistvu par slik posebej. To pomeni, to je pogled na levi sliki, je pogled na ta osrednji atri med vsemi lamelami. Na slikca spodaj desno iz lamele A, pogled proti lameli B, in pa v bistvu, da se vidi, da so kolesarske poti in hodniki za pešce v bistvu izvedeni že v asfaltu. Tukaj sem pa še ena dva detajla izpostavil, to je na zgoraj desno imamo v bistvu stopnice, kamnite stopnice, lepo obdelane iz lamele A na A3. Tale del spodaj je pa v bistvu v atrijskem delu eden od teh elementov zunanje opreme. Bo takim izgledal, to bo noter, ali bo peskovnik, ali bojo te gredice in tako naprej. Eden je tak, nekaj njih je pa obrobljeno z lesom, se pravi pa palisada iz lesa. Tako, zdaj, če gremo na finančno realizacijo, do konca maja je bilo izdanih 30 začasnih situacij v skupni vrednosti 14 milijonov 18 tisoč evrov, približno to je, govorimo z DDV. Zdaj, trenutno napoved glede podražitev po 56. členu puščamo na 1,7 milijona evrov z DDV-jem. Tako da ta cifra bo verjetno nekaj nižja, ampak jaz jo pač raj vidim na koncu, da nas nadol presenetka, da spet povečujemo to vrednost. No, zato jo puščam na 1,700,000. Zdaj pričakujemo še, prišla že 31. situacija v tem vmesnem obdobju, ki je bilo to poročilo predstavljeno približno v vrednosti 1 milijon, pričakujemo pa bo še eno, tako da približno taka bo končna vrednost, ki jo boste pa zvedeli pač na septembrski seji. Zdaj, naslednji izzivi ali pa z naslednjimi stvarmi, ki se še ukvarjamo, se pravi izvedba notranje opreme šole, se pravi razpis je bil zaključen, pogodba podpisana, z izvajalcem se izvajajo koordinacijski sestanki, oprema šole je naročena, tako da mi smo za en sklop, se pravi to je za ogradno opremo, ki predstavlja večji del te notranje opreme, to so omare in te zadeve, smo jim že dali poziv, po katerem imajo 60 dni, da zadevo predajo. Se pravi, šola naj bi bila najkasneje opremljena do 15.8. Zdaj, prejšnji teden smo se z ravnateljico pogovarjali, njihov plan je, da se vrnejo v šolo 21.8. in v zdajšnjem vmesnem obdobju bojo oni že določene zadeve, kar je tega gradiva, ki bojo prenesli, bojo že, bomo rekli, po domače spakirali, in po 21.8. bo selitveni servis v bistvu te zadeve vse preselil v novo šolo. To ni strošek pač občine, to je strošek zavoda šole. Kar se tiče tehničnega pregleda, se pravi, vloga je bila strani izvajalca oddana na upravno enoto, dobili so nekaj dopolnitev, se pravi, trenutno smo zdaj v času roka za dopolnitev vloge. Potem, ko bo vloga dopolnjena, bo v 21 dneh bo razpisan tehnični pregled in vkolikor bo to tehnični pregled uspešen, bo sledila izdaja uporabnega dovoljenja. Zdaj, če to majčkeno časovnico damo, se pravi, če bo v začetku v prvi tretjini julija vloga popolna, to pomeni, da bo v juliju razpisan tehnični pregled in bo do prvi tretjini avgusta pridobljeno uporabno dovoljenje. Vkolikor izvajalec temu pač ne bo mogel zadostiti, pač se bo to zavlekel v avgust. Izvajalec nam pač pa zagotavlja, da bo to izvedel. Strani naših nadzornikov in občine Kamnik pa je bil izveden že kvalitativni pregled in so bili, se pravi, izvajalcu že podani strani nadzornika
odpravljalni ukrepi ali pa če rečemo, se pravi, odprava pomanjkljivosti. Se pravi, nabor teh pomanjkljivosti, ki je bil strani nadzora opravljen, je že pripravljen, vsaka zadeva je evidentirana in vsako zadevo, ki jo bo izvajalec odpravil, bo mogel dokumentirati in nadzor s tem seznaniti, s tem pa tudi nas. Zakaj so te kvalitativni pregledi? V bistvu zato, da na tehničnem pregledu ne pride do presenečenj, da ne pustimo vsega na ključu in pridemo na tehnični pregled in nam v bistvu tam pregledniki v bistvu zavrnajo objekt. Se pravi, z naše strani, z naših nadzornikov je to v bistvu pregledano in tudi se pravi, seznam teh odprave pomanjkljivosti pripravljen. Če malo izven tega projekta, se pravi priprava razpisov za izvedbo rušitve stare šole in ureditev zunanjih športnih površin, to, kar smo se dogovorili, da bo zagotovo se v nadaljevanju izvajalo. Te dve zadeve se pripravljata iz strani občinske uprave. Tako da to bo tekom počitnic v juliju bosta te dva razpisa objavljena. Tako da v jeseni naj bi se šola spraznila, porušila, potem pa sledi v bistvu izvedba zunanje ureditve med obema šolama. Tako da zdaj, če bo pa, če še imel vprašanje, bom pa z veseljem odgovoril. Hvala, Bogdan. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine. Besedo ima Matjaž Šporar. Hvala za besedo. Mislim, da se lahko zahvalimo in pohvalimo tudi Bogdanovo izčrpno poročilo in pa predvsem tudi zahvala gradbenemu odboru. Na nek način se tako obsežna investicija ni, bi rekel, da ni samoumevno, da nekako v ustrezni časovni dinamiki, da se zaključujejo. Veseli nas pa tudi dejstvo, da ta časovna dinamika do zaključka del, predvsem pri dobavi opreme in zaključnih delih, da bo zdržala in da bo, se pravi, s 1. septembrom tudi začetek v novi šoli. Hvala lepa. Hvala, Matjaž. Svetnice, svetniki. Besedo ima Natalija Berlec. Hvala lepa. Samo nekaj bi poprašala pri ograjah, ki smo jih zdaj videli znotraj. Ali so to te mrežaste železne ali so to te prosojne oziroma pač steklene, da se čez vidi znotraj stavbe, no, to, kar se tam ni videli oziroma tukaj nimamo v naši. Pa kako je to, koliko visoka je ta ograja tam na strehi, no, me zanima. Hvala. Hvala. Preden gremo pod še kdo, Bogdan izvoli za odgovore. Ja, ograja je mrežasta kovinska, tako da takšna je bila sprojektirana, mnenje zadržal zase. Tako da to je to, na strehi je pa običajno tako, kot mora biti v bistvu varnostna ograja, se pravi preko 120 mora biti visoka. Je to streha tako narejena, da ne moš v bistvu čist do ograje sploh prideti, ne? Da imaš v bistvu še en del, da ne moš ti čist do ograje prideti. Tako da to naj bi bilo vse po PS-u, tako da smo tudi na lameli A, kjer ni bila predvidena ograja, smo v bistvu tako ograjo v bistvu namestili zaradi servisnih poti, ker drugače bi tam mogli izvesti v bistvu varnostni v bistvu neki načrt, kako se v bistvu gor izvajajo dela, bi mogli cel elaborat narediti, kako se gor lahko izvajajo dela, ker nima ograje. In potem smo v bistvu dodatno, da smo se temu izognili, smo v bistvu tam identično ograjo naročili. Tako da so pa ograje vse enotnega izgledajo. Vse so kovinske zamrežene. Hvala. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik se seznani s potekom gradnje nove osnovne šole Frana Albrehta. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 24 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.
in se ti, Bogdan, v imenu občine iskreno zahvaljujem za vse pripravljeno gradivo za vodenje investicije in za to, kar je že Matjaž Šporar povedal, da dejansko bo narejeno v roku, brez napak. Jaz sem si objekt že ogledal in je res vrhunski in bo neka dodana vrednost za naše otroke. Tako da hvala za vse, kar ste skupaj spravljali v okviru gradbenega odbora in seveda tudi vsem ostalim članicam in članom gradbenega odbora.